K skupini Chainbreak še v oddaji Radioaktivno, Rok je z mano. Lep pozdrav. Ja, pozdravljeni. Ste trboveljski rock kvartet? Ja, drži. Zasavski, trboveljski. Jan Ostrožnik vokal, Simon Hribovšek kitara, Matej Hribovšek bobni, pa Rok Leskovec bas. Igrate pa pristen rock in hard rock. Ja, res je. Nekako smo neko zmes naredili z vseh naših vplivov, od klasičnega rocka, hard rocka, metala, countryja, bluza, vse nekako zmešano, neko, bomo rekla, Chainbreak celoto. Po imenu sedeč sklepam, da so vas verige preveč držale skupaj. Ja, v bistvu to ime izhaja iz prve vaje, ko smo začeli igrati skupaj. Nekako se nihče od nas ni prej počutil toliko energičnega, kakor skupaj, in smo rekli, da je to nekako pravo ime za tako zadevo, ker smo res kot strgani z verig, ne. Sedaj ste torej strgani z verig. Ja, zdaj smo strgani z verig. Avtorsko ustvarjate, danes bomo zavrteli vašo prvo skladbo. Ja, res je, naša prva avtorska skladba, naš single Written in Stone, tudi naslednji pa še pridejo, ne. Skladbo ste opremili tudi z videospotom? Ja, skladbo smo opremili tudi z videospotom, v bistvu je vse v lastni režiji delano, pač od snemanja same skladbe do miksa, masteringa, tudi praktično videospot smo snemali v lastni režiji, scenarij, režijo, vse, ne. Tako da se ponosno lahko rečemo, da je produkt cel naš. Je pa vsebina spota zelo nazorna. Ja, pokaže v bistvu to, kar govori videospot, mogoče tudi še kaj zraven, ampak nekako smo želeli, da pustimo zgodbo skladbe nekoliko odprto, da si lahko vsak poslušalec malenkost po svoje razlaga, ne. In lahko pogleda na svet tudi bolj optimistično. Ja, konec samega videospota je optimističen, tako kar sami v bistvu mislimo, da če se ne utapljaš v neki lastni negativnosti, če dobro misliš, ne, se ti tudi dobro vrača, ne. Rok, razmišljate v današnjem času še o albumu? Ja, tudi načrtujemo tudi album, sicer prej, ko sem omenil, bomo najprej še kakšen single izdali, pa skupaj z vsemi temi skladbami pa združili neko celoto. Bova pa sedaj spustila v eter aktualno, vašo prvo, zato beseda je tvoja. Written in Stone, kot sem prej rekel, mogoče ne bi preveč povedal, ampak cilja recimo na delavski razred, tako da vabljeni k poslušanju, ne.